Pozdravljeni na današnji kavici. Izjemoma sem z vami kot moderatorka Nastja Žlajbah, me je prosila sodelavka Brigita. Gost je Brane But. Kar veliko se vas je zbralo že, 24 nas je trenutno, tako da to priča temu, da je tema seveda aktualna, osebna asistenca, dolgotrajna oskrba. Brane ima na to temo kar veliko za povedati, sva se pa že pogovarjala pred tem po telefonu. Če se komu kakšno vprašanje porodi, potem naj kar vpraša sproti, ne, Brane? Mogoče ne na koncu, ampak sproti, da se ne pozabi potem. Tako. Tako, ja. Jaz bi, ne glede na to, da Braneta večina vas, če ne kar vsi, poznate, jaz bi ga vseeno predstavila, ker je res zelo aktiven na področju socialnega in invalidskega varstva že vrsto let. Ne. Če se prosim samo date na tiho. Brane je član medobčinskega društva že od leta 1968. Vid je izgubil v prometni nesreči v zadnjem letniku gimnazije ob polletju med zimskimi počitnicami. Po nesreči je potem videl 3%, zadnjih 10 let vidi samo svetlobo. Za sabo ima Brane res bogato kariero na področju socialnega in invalidskega varstva, aktiven je že kar 51 let. Po poklicu je univerzitetni diplomiran psiholog, ves čas službe je bil na CSD Celje, zadnjih 15 let, pred upokojitvijo pa je bil direktor Centra za socialno delo Celje. Med drugim je še danes aktiven predsednik sveta zavoda Doma starejših Šentjur in Doma starejših na Fari Prevalje, aktiven tudi na socialni zbornici, kjer je od leta 2002 že vsa leta predsednik ali podpredsednik strokovnega sveta. Je tudi prejemnik nagrade za življenjsko delo na področju socialnega varstva, kar predstavlja najvišjo nagrado za strokovne delavce, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tako da, Brane, čestitke za vse doseženo in hvala za tvoje prizadevanja na področju osebne asistence, dolgotrajne oskrbe. Morda ti zdaj kar prepustim besedo, če ti je tako v redu. Malo poveš, kaj so te spremembe, ki se obetajo na področju osebne asistence, če začnemo s tem. Najlepši pozdrav še enkrat vsem skupaj. Se pravi, danes imamo na dnevnem redu najprej osebno asistenco, potem pa dolgotrajno oskrbo. Izvedel zanimivi in aktualni. Povlekel si najprej dogajanje okrog osebne asistence. V zgodovino naj bi velik seg, samo tole, da je bil zakon sprejet. Na spletni strani verjetno. Kako? Zakon je bil sprejet februarja 17, začel se je izvajati 1.1.19, najprej z oskrbovalcem družinskega člana, prešel dolgotrajno oskrbo. Začel se izvajati 1.1.19, to je bila leta 2021 sprememba zakona, zdaj se pa pripravljajo nov zakon o osebni asistenci, ki se že kar dolgo časa pripravlja, bil je dvakrat v javni razpravi, dali smo tudi iz naše zveze zelo veliko pripomb nanj, zdaj pa leži v predalu oziroma je v fazi usklajevanja resorskega in vsak čas bi moral priti na vlado. Jaz sem tam dogovorjeno, da ko bo šlo na vlado, bom dobil tisto besedilo. Če je kaj razliko zadnjega, ko smo ga dobili v roke, bom potem besedilo, ki je pripravljeno za sprejem v Državnem zboru, povedal glavne stvari, ki so drugačne oziroma izpopolnjene v razliko od sedaj veljavnega zakona o osebni asistenci. Glede na to, da je zdaj vlada v Državni zbor pošilja ogromno zakonov, dopolnitev, popravkov in tako dalje, ker 15. marca bi naj bile volitve prihodnje, kar 2 meseca še bo, mesec še bo Državni zbor delal, potem pa ne več v sedanji sestavi. No, in če gremo na kratko te bistvene novosti, ki so v zakonu o dolgotrajni oskrbi predvidene, bomo pa videli, kako bo, če še bo vlada kaj tu spremenila in kako bo prišlo v Državni zbor in če se bo še v Državnem zboru kaj dogajalo.
šele ko bo zakon objavljen v Uradnem listu, bomo videli, kakšno bo končno besedilo. Na začetku, ko pravi o namenu osebne asistence, je bilo do sedaj napisano, da poleg tistih telesnih, duševnih, gibalnih in senzornih invalidov je namenjen ohranjanju dosežene aktivnosti. Mi smo pa dali pripombe, češ da en invalid, en slep, bi se lahko še veliko več aktivnosti vključeval, če bi imel sredstvo, če bi imel osebno asistenco. Ker je nima, se pa ne more tako udeleževati vseh teh aktivnosti, kot bi sam želel. Zato smo predlagali, da se ne samo ohranjajo dosežene aktivnosti, ampak tudi, da so možni še vključitev v druge aktivnosti ob pogoju, da ima odobreno osebno asistenco. To se mi zdi izredno pomembno. Potem je nadalje, kdo je invalid po tem zakonu. Tu so pa ene zelo velike razlike, in sicer naslednje. Pri slepih in gluhih je omejitev zelo ozka. Pri slepih je, da so invalidi po tem zakonu slepi, ki imajo najmanj tretje, četrte in pete skupine, oziroma v zakonu je določeno procent telesne okvare 80%, pri čemer je en del druge skupine zraven udeležen, vsi ne. To majčkeno je širitev, ampak mi smo dali predlog, da bi prišlo da je prišel v zakon po skupinah definicije slepote in slabovidnosti, ki velja v Republiki Sloveniji, in da bi bila zraven tretja, četrta in peta skupina, to je nad 95% izgube vida, in pa še druga skupina, to je 90 do 95% izgube vida, to so močno slabovidni. Eden od argumentov za ta predlog je tudi v tem, da v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je predviden omogočen dodatek za pomoč in postrežbo za slepe, to je nad 95% izgube vida, za močno slabovidne 90 do 95, pa za tiste, ki so izgubili vid, ko so bili zaposleni, ko so imeli status zavarovanca. Ne bi zdaj, če bo čas potem še kako vprašanje, bi lahko povedal, kako je prišlo do te različnosti v pristopu, se pravi vsi nad 95, pa samo močno slabovidni, pa samo tisti, ki so izgubili vid kot zaposleni. To je to. Gluhi pa imajo tudi tisti pravico, da so invalidi po tem zakonu, ki imajo nad 95% izgube sluha. Velika razlika pa je pri vojnih invalidih, civilnih invalidih vojne in pa gluhoslepih. Pri vojnih invalidih po njihovi zakonodaji je 10 skupin po stopnji invalidnosti, in sicer prva skupina so tisti, ki imajo 100% telesno okvaro in pravico do dodatka za pomoč in postrežbo. V drugi skupini pa tisti, ki imajo 100% telesno okvaro, vendar brez pravice do dodatka za pomoč in postrežbo. Potem pa navzdol 9., 8., 7. do druge skupine, gre pa po 20% navzdol po tej lestvici, in je druga skupina invalidnosti za vojne invalide tisti, ki imajo samo 20% telesne okvare. Se pravi, vsi ti od 20% do 100% so invalidi po zakonu o osebni asistenci. Tu je predlog, da bi mogla biti ostrejša omejitev, kot je za slepe in za gluhe. Pri gluhoslepih, to je pa nova kategorija, včasih ni bila, če bi v zgodovino majčkeno posegel, da je leta 2005 bilo ustanovljeno združenje gluhoslepih Dlan, ena od ustanoviteljic je bila naša Mitska, ki niso gotovo poznate. Mogoče še tole, da smo takrat, mislim, da leta 7, najprej smo v statut Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije dopolnili, da mi poleg slepih in slabovidnih delamo tudi za gluhoslepe,
ko pa je bil ustanovljen ta Združenje gluhoslepih, smo pa leta 2007, mislim, da je bilo, smo črtali spet gluhoslepe iz našega statuta, ker v Evropi velja kategorija gluhoslepih kot posebna vrsta invalidnosti. No, kriterij, kdo so gluhoslepi, je pa zelo, zelo blag, in sicer gluhoslepi so tisti, ki imajo izgubo vida prve do pete skupine, po definiciji slepote in slabovidnosti, in hkratno najmanj 50% izgube sluha po folderju. Se pravi, že od prve skupine, to je 70% in več izgube vida, že imajo status gluhoslepih, in pa hkratna izguba sluha nad 50% po folderju. Zdaj, koliko je to 50-60%, lahko iz lastne izkušnje govorim, jaz imam 58% izgube sluha po folderju, doma in v manjših družbah slušalk oziroma teh slušnega aparata sploh ne uporabljam, se lahko normalno pogovarjam, ko pa grem na sestanke, pa zdaj na tem srečanju, imam pa ta slušni aparat, ki mi pomaga, da bolj razločno slišim, da nimam težav. Se pravi, da tisti, ki imajo 50-60% in tudi 70% izgube sluha, in pa prva skupina sigurno izgube vida, 70% do 90%, sigurno niso takšne stopnje invalidi, da bi potrebovali osebno asistenco. No, ta opredelitev te gluhoslepote, v razliko od slepih in gluhih, pa pride najbolj v poštev pri členu, ki govori o tako imenovanem komunikacijskem dodatku. Samo da osvežim spomin, upravičenci do osebnega asistenta so tisti, ki so upravičeni do najmanj 30 ur na teden osebne asistence, do 24 ur na dan, to je 168 ur na teden, dan in noč. Se pravi, minimum je 30 ur na teden, in pri vseh teh upravičencih do osebne asistence se posebna komisija oceni, koliko je oviran, po lestvici, ki ima 8 modulov, 8 področij se tu ocenjuje, od gospodinjstva pa do recimo širšega gibanja v družbi, aktivnosti, raznorazne aktivnosti. Pri osebni asistenci kot komunikacijskem dodatku je pa so upravičeni do 30 ur na mesec, brez ugotavljanja upravičenosti glede na stopnjo oviranosti. Stopnjo oviranosti, upravičenost do osebne asistence, če to moram povedati, je v 5 sklopih storitev. Prvi sklop je gospodinjsko delo, osebna nega, drugi gospodinjsko delo, tretjič spremljanje, četrtič pomoč pri zaposlitvi in izobraževanju in petič pomoč pri komunikaciji, uporabi tehničnih pripomočkov in tako dalje. Se pravi, pri upravičencih do osebne asistence 30 ur tedensko in več se ocenjuje, koliko ur in za katere od teh sklopov, recimo vseh 5, samo nekatere od teh 5, pri komunikacijskem dodatku se pa oviranost ne upošteva, glavno je, da imaš recimo pri slepih več kot 95% izgube vida, se je pa upravičenost do samo 3. in 5. sklopa storitev, to je spremljanje in pa pomoč pri komunikaciji. Torej ne pri drugih, kot je gospodinjsko delo in pomoč pri študiju, zaposlitvi in podobno. S tem, da je bilo do sedaj pri vseh oblikah osebne asistence in pri prvi in pri tem komunikacijskem dodatku so morali uporabniki teh storitev prispevati znesek v višini polovice dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga praktično vsi slepi
prijemamo po pokojninskem zakonu. Tu so določene spremembe, ki v tem pogledu pri dolgotrajni oskrbi. Se pravi, da so plačevali polovico DPP-ja, to je zdaj 180 evrov, in tisti, ki bi imel pravico do osebne asistence v obliki koalicijskega dodatka, jaz mislim, da ni več kot 5 cerkvi v Sloveniji, ki koristi koalicijski dodatek, ki potem pride ura skoraj 6 evrov. Dočim tisti, ki pa imajo osebno asistenco v tem 168 ur na teden, pa jim pride tam, mislim, da 25 centov, 27 centov na uro, to je zelo velika razlika. Ta koalicijski dodatek je bil uveden predvsem zaradi gluhih, lahko mirno duše rečem, ker gluhi niso imeli nobenega dodatka za pomoč in postrežbo, in pri upravičenosti do osebne asistence kot koalicijskega dodatka so pa pridobili pravico do polovice teh 368 evrov dodatka za pomoč in postrežbo, zelo samo okrog 180 evrov. In je že prvo leto, leta 1989, ko se je začel zakon izvajati, je uveljavljalo to pravico do tega koalicijskega dodatka in skozi to denarnega prejemka v višini pol tega običajnega DPP-ja 1200 gluhih. Skozi ta vrata so pripeljali do delnega dodatka za pomoč in postrežbo gluhim. No, pri tem se pa nasploh zdaj, ko sem rekel, pri plačilu osebne asistence ali ta prvem nad 30 ur tedensko ali koalicijskega dodatka je pa predvidena v tem novem zakonu o osebni asistenci bistvena razlika, ki nas pa bo zelo razveselila. Namreč že vrsto let si prizadevamo, da bi se plačeval sorazmerni del dodatka za pomoč in postrežbo, ne pa vsi polovico, ne glede na to, koliko ur koristi, ali 1 ura na dan ali 24 ur na dan. Sorazmerni del, in sicer predvideno je, da tisti, ki ima osebno asistenco v višini, v obsegu 24 ur na dan, 168 ur na teden, bi prispeval celotni dodatek za pomoč in postrežbo, kar je tudi nekje povsem logično, ker če ima pomoč zagotovljeno asistenco 24 ur na dan, nekega posebnega dodatka za pomoč in postrežbo tretje osebe ne potrebuje. Ostali pa sorazmerni del, se pravi tisti, ki ima 40 ur na teden osebne asistence, bi imel teh 368 evrov deljeno z 168 ur krat 40 ur. To je približno 1/4 sedanjega dodatka za pomoč in postrežbo oziroma pol polovice, kar smo do zdaj plačevali. To je zdaj izredno ugodna zadeva. Pri komunikacijskem dodatku je pa predvideno, da je to brezplačno, da je brez prispevanja dodatka za pomoč in postrežbo, in glede na to, če bo tako ostalo v zakonu, ki bi naj bil zdaj v kratkem sprejet, pa bo sigurno marsikdo od slepih koristil ta komunikacijski dodatek, se pravi asistenco v obsegu 30 ur na mesec, to je približno 7 ur na teden, in to bi marsikateremu izredno pomoč bila ta asistenca, spremstvo skozi ta naslov v obsegu 7 ur na teden. No, to so glavne razlike, jih je še nekaj. Morda še tole, da osebnih asistent po novem bi lahko bil družinski član, če ima 40 ur na teden osebne asistence, če pa ima 80 ur na teden, pa bi lahko bila 2 družinska člana osebna asistenca, pri čemer je tukaj, morda samo namignem, da je zelo velika debata o tem, ali družinski člani ja ali ne. Družinski člani pravijo, da oni najbolj pozna svoje družinske člane invalida, najbolj ve,
kaj potrebuje ali ne, ampak če ima samo družinskega člana kot osebnega asistenta, se pri njemu praktično nič ne spremeni v razliko od prejšnjega življenja, ko še ni imel osebne asistence, ki so tako ali tako domači skrbeli za njega, kar pa zdaj, če bo ta dva osebna asistenca, pa v celoti samo pomoč družine, ne pa neke tretje osebe, ki bi prinesla novosti v to družino, posebno pri skrbi in negi za invalida. Jaz mislim, da je to v glavnem te novosti okrog osebne asistence. Ena bistvena novost je pa še naslednja. Komisija za ugotavljanje upravičenosti je bila najprej pri centrih za socialno delo, potem od marca lani je pa prišlo na Inštitut za Republiko Slovenijo za socialno varstvo in odkar je pri inštitutu, vemo, da so slepi velikokrat, jaz bom namenil uporabo ta izraz, diskriminirani. Recimo, če 50 let stara ženska, ki je od rojstva slepa, živi sama, je 100% slepa in ne dobi pravice do osebne asistence, češ da jo ne potrebuje. In je veliko slepih bilo izločenih iz upravičenosti do osebne asistence. To delajo osebne asistence, ki so zaposleni na Inštitutu RS za socialno varstvo, tam jih je nekje 15 do 20. Z novim zakonom je pa predvideno, da bi osebovanje upravičenosti do osebne asistence prišlo na invalidske komisije, pri pokojninskem zavodu invalidske komisije, ki pa naj bile dvočlanske, poleg tega zdravnika, ki je tako že po sedanjem sistemu član ali predsednik recimo invalidske komisije, bi bil zraven še eden od teh 15, 20, ki bi se premestili za svojo službo, ne bi več zaposleni pri Inštitutu za socialno varstvo, ampak na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Jaz osebno se bojim, da če bodo isti ljudje z enakim odnosom, da bo to enako slabo za slepe, ker tu ne bo toliko teže imelo vloga zdravnika, ker ti imaš več kot 95% izgube vida, to ni kaj za debatirati. Kar se pa tiče obsega pomoči, ki jo potrebuješ, je pa zelo odvisno od tiste osebe, ki ocenjuje. Bom samo en primer dal. Recimo v tem ocenjevalni lestvici, vprašalniku je, ali ješ sam. Mi jemo sami, ampak na krožnik bi moral nekdo drug dati in povedati, kje je na krožniku zgoraj, spodaj, trojke, šestice in podobno. Ali pa recimo se oblači sam. Ja, oblačim se sam, vendar žena mi more izbrati majice, da ni slučajno zafrkana ali pa barva, koliko to sodijo skupaj in tako dalje, ne. Tako da je to, so že pripombe naše bile, enkrat smo s Štefanom pa še tam so bili zraven na zvezi 3 ure sedeli pa dajali pripombe na to lestvico upravičenosti, ampak bomo zdaj videli, kako bo po novem, če bo stala stara lestvica, ne bo dobro. Zdaj pa kako vprašanje še za osebno asistenco, preden preidemo na dolgotrajno oskrbo? Prav jaz bi imel. Brane, Nastja, če dovolite, no? Ja. Ja, seveda, ja. Brane, res sem zadovoljen, mi je všeč, da se spet po dolgem času vidiva. Tako kot vedno si bil seveda strokoven in pa izčrpan, mogoče sem bilo preveč. Zelo lepo se sliši o teh spremembah, ko si govoril predvsem o sorazmernem delu plačevanja osebne asistence in pa brezplačnem brez prispevka za komunikacijski dodatek. Bojim se, da se s tega ne bo nič, kajti mislim, da so druge strukture invalidnosti, kot so predvsem gibalno ovirani, tetraplegiki, mišično oboleli in ostali, bodo seveda proti temu, ker praviloma imajo več ur kot 40 oziroma celo 80 in več. Indic je tudi ta, da je pred dnevi so poklicali z Vlade Republike Slovenije tudi na Zvezo slepih in vprašali, ali bi podprli zakon
o osebni asistenci. Ni pa ravno jasno, kateri zakon o katerem se ti govoril in pri katerem ima velike zasluge Zveza slepih, da je vse to prišlo notri. Tukaj moram absolutno omeniti našega nekdanjega predsednika Žluder Mateja, nenazadnje Ledinek Mateja in pa seveda kot strokovnega delavca Štefana Kušarja. Ti trije ljudje mislim, da imajo ključne zasluge za ta predlog. Sem si pa ogledal spletno stran na e-demokraciji in sicer 25.11. je objavljen kao zakon, torej dokumenti v vladni proceduri so to ustvari, ne? Zakon o osebni asistenci, ki pa o teh spremembah Brane žal nič ne govori. Zdaj, ali je to šlamparija vladnega urada, da je dala narobe zakon na e-demokracijo, ali ne, jaz upam, da je šlamparija in da bo ali je vlada celo obravnavala ta zakon, na katerem si ti govoril, in te bonitete. Med drugim, iz zanesljivih virov vem, da je vlada razpravljala o enem od teh zakonov v četrtek 11. decembra, od tam pa ni pravzaprav prisluljala nobena informacija, ali so ga dali v proceduro v Državni zbor ali ne. Iz tajminga na Državnem zboru, ki ga bodo obravnavali, ni videti, da bi to obravnavali. Naj še povem to, da so iz vladnega urada pravzaprav rekli, da če ne bo podpore na invalidskih organizacijah, da Svoboda tega zakona sploh v tem mandatu ne bo dala v obravnavo oziroma v sprejem, kajti razumljivo je, da je to dokaj delikatna tema in se invalidske problematike v teh predvolilnih časih ne bodo hoteli lotevati in pa se seveda tudi izčrpavati. Jaz držim seveda pesti, Brane, da bi bilo to tako, kot si govoril, ampak se bojim, da bi bilo prej lepo. Hvala ti. Hvala lepa. To si je že tudi poudaril s tem, da kaj se bo še na vladi pa v Državnem zboru dogajalo, bomo videli, kako bo končno šele, ko bo to objavljeno v Uradnem listu. Zdaj, katero besedilo je objavljeno, jaz sem imel v rokah oktobra meseca, smo imeli dneve socialne zbornice, tam so imeli tudi okroglo mizo o osebni asistenci, jaz sem bil moderator te mize in takrat sem dobil v roki iz ministrstva zadnje besedilo, ki je bilo takrat. Po mojih informacijah se naj ne bi spremenilo, ker pred tem pa je bilo to, kar si ti rekel, tako besedilo. Zdaj, kaj bo vlada naredila, enostavno ne vemo, ker tale informacija, da je Mesec rekel, da če bo veliko nasprotovanje temu zakonu, da ne bojo dali v proceduro, ta izjava je že od septembra meseca. Zdaj, ko pa vlada deva po hitrem postopku na izredne seje celo vrsto svojih zakonov, pa enostavno ne vemo, ali bo ali ne bo. Možno je še potem zlobirati v Državnem zboru besedilo, kakšno na tisto, ki bo dano iz vlade, ampak to enostavno marsikaj se da. Recimo, kot smo z Štefanom uspela zlobirati pred 2 letoma, ko so v Zakonu o dolgotrajni oskrbi 1 ohranili pravico do DPP-ja v pokojninskem zakonu, ko piše, da za vse prenehale določila veljati, razen za slepe, slabovidne in vojne invalide. Kar se pa tiče ostalih vrst invalidnosti, pa enostavno ne razumem, zakaj se niso za svojega vidika popolnoma nič vključili v to debato, tako da so zadovoljni s tem, da se za vse, razen za slepe, DPP pri pokojninskem zakonu ukine, ker je na to potem višina pri dolgotrajni oskrbi govoril, da je tudi ta denarni prejemek, ki je predviden po posameznih skupinah dolgotrajne oskrbe, nižji, kot je pa sedanji DPP po pokojninskem zakonu. Tako da ostane pa še tudi, kar smo pa slepi in sploh invalidi sposobni, če se bojo tudi drugi zbudili
ne, da tako rečem, ko bojo postavljeni ob zid, da gremo potem še v zakonodajni referendum, ne. Ker če se spomnimo, ko je bilo leta 2002, ja, ko je bil v postopku sprejem zakona o invalidskih organizacijah, so bile dve invalidske organizacije to glasno proti, so lobirale in smo ostali invalidi zbrali 64 000 podpisov v prid zakona, da se sprejme tako, kot je bil predlagan, ne. Tako da, če bi se vsi invalidi angažirali, bi lahko marsikaj tudi naredili, ne. Jaz sem optimist, no, jaz sem pa tudi, kot veš, Drago, zelo veliko prispeval zraven pri debatah prek socialne zbornice, tudi zveze in tako dalje in tako dalje. Brane, živjo, Anja tukaj. Jaz pa bi imela vprašanje glede družinskih članov in osebne asistence, ne. Rekel si, da če imaš najmanj 40 ur, da je lahko en družinski član, a sem prav razumela? Ja. Ja. Da če pa imaš 80 ur, sta pa lahko dva. Kaj pa, če si vmes na 60 urah, recimo? Jaz isto vprašanje, da odgovora nisem dobil. Aha, no, ker meni je bilo rečeno, da če imaš jaz sem zdaj bila ponovno, sem dala za povišanje ur in sem dobila 60 ur. Ja. In za 40 ur pač že imam, 20 pa še rabim, a ne, in potem je bilo rečeno, da pač iz strani izvajalca, da naj počakamo na pač ta nov zakon, v katerem pač je to, kar si ti rekel, so se razložili tako, da jaz pač za teh 20 ur ne more biti še en družinski član asistent. Po moji logiki, koliko berem, pa koliko poznam to drugo zakonodajo, bi bilo to možno, ker sklenitev delovnega razmerja je možno za polovični delovni čas, ne. Polnega delovnega časa, in če je to možno za polovični delovni čas sklenitev tega razmerja, ne, bi bilo to možno za družinski član polovični. Ne vidim, zakaj ne. Če smem se oglasiti, ko je bilo prej omenjeno, zveza je bila dejansko po... Ja, se prosim, preden greš. Anjo bomo samo dali na telefon. Zveza je bila res pozvana, če da soglasje k temu zakonu, in mi smo posebej v dopisu poudarili, da dajemo soglasje, vendar še posebej k temu členu, ki govori o sorazmernem deležu ur, plačila za ure. Druga stvar, ki pa je, sem pa jaz slišala eno drugo razlago v zvezi z družinskimi člani, pa je tudi izpred kakšnih 2-3 mesecev, tako da je seveda vse vprašanje. Jaz sem slišala razlago, da v kolikor ima človek več kot 80 ur, lahko ima 2 družinska člana. Se pravi 40 ur enega, 80 enega, več kot 80 pa 2. Zdaj, kaj pa je res, pa bo sam zakon povedal. Gospod Viktor Vrtačnik je še dvignil roko. Ja, hvala lepa, se slišimo mogoče? Izvoli, Viki. Ja, živijo. Jaz bi mogoče samo svoje mnenje podal, no, ker se z osebno asistenco precej ukvarjam, ne samo zato, ker sem uporabnik, tudi izvajalec že 15 let na različnih področjih. Zdaj, kar se družinskih članov tiče, če samo to povem, kar je bila nazadnje debata, kolikor jaz vem, pač v tem zakonu, ki zdaj velja od leta 2021, je tako, da sta pač ne glede na to, koliko ur nekdo ima, lahko 2 družinska člana. Po tem zakonu, ki pa domnevno se zdaj nekako pač pripravlja, a ne, ko smo se pogovarjali, bi naj bilo pa dejansko tako, kot je Sonja omenila, da do 80 ur je lahko en družinski član, tisti, ki imajo pa več kot 80 ur, bi lahko imeli pa še drugega, ne. Za nadomeščanje, dopusti bolniške pa to bi naj bilo pa, kar se družinskih članov tiče, neomejeno. No, tako. Jaz bi pa mogoče samo še na hitro 2 stvari omenil, ker tudi v tem predlogu, ki zdaj je, ne, kolikor ga jaz tudi poznam, ke je bil julija sprejet na ministrstvu,
Skratka, dve stvari, ki mislim, da niso, meni nič kaj všeč, pa tudi mislim, da nam slepim niso recimo v prid. Ena stvar je v 26. členu je zdaj kar v zakonu določeno glede prejemkov osebnih asistentov tudi, a ne, in tam je pač tudi rečeno, da tisti osebni asistenti, ki delajo pri uporabnikih, ki imajo recimo več kot 80 ur in potem še več, bi naj dobili tudi neki poseben dodatek, a ne, na svojo plačo, ampak jaz pa menim, da pravzaprav, ta dodatek bi moral biti odvisen bolj od tega, koliko teh storitev ta osebni asistent opravlja, kot pa od tega, koliko ur ima, uporabnik, ker pravzaprav saj osebni asistent, ne glede na to, ali ima uporabnik 40 ur ali pa 168, a ne, osebni asistent ima itak svoj, pač, svoj poln delovni čas recimo ali pa tudi krajši, kakorkoli, ne. Pa še eno drugo stvar bi omenil, in sicer, saj to je pa že pravzaprav ves čas, kar obstaja zakon, tako v tem novem predlogu zakona je to v 38. členu, kjer je določeno, da bi naj ure osebne asistence bile dodeljene posamezniku, uporabniku na teden, ne. Kar je čisto, pač seveda sprejemljivo, vendar pa moje mnenje je ves čas že tako, da bi pravzaprav, bilo prav, da bi, torej, tisti, ki imamo manj kot poln obseg ur na teden, manj kot 168, lahko te ure, ker v skladu s tem, da pač smo, uporabniki osebne asistence aktivni, in to se vedno bolj pač, poudarja, kar je tudi zelo prav, da bi lahko te ure, koristili tudi tako, da bi recimo, en teden koristil mogoče 10% več ur, ko imaš več aktivnosti, potem naslednji teden pa malo manj. Se pravi, da bi na mesečni ravni to nekako izenačil, ker vsa plačila so nekako na mesečni ravni, a ne, in tukaj ne bi smel biti noben problem, po mojem mnenju, ne. In tudi, ko smo imeli nazadnje en posvet, ko smo bili raznorazni uporabniki zraven, ne, ko je, minister sam to vodil, a ne, glede, pač sprememb zakona o osebni asistenci, ko sem jaz tudi te stvari povedal, ne. Minister je rekel, da on se absolutno strinja, da bi tukaj morala neka fleksibilnost biti, ampak moram pa reči, da zaenkrat jo ni videti, no. Jaz bi toliko samo, se opravičujem, če sem bil kaj dolg, pa hvala lepa. Ja, se meni to so te odprte stvari, ki so in še bojo nekaj časa odprte, pa bomo videli. Morda še samo par številk. Ko se je zakon sprejemal v začetku leta 17, so predvidevali, da bo uporabnikov osebne asistence tam nekje 300 do 400 največ. Potem pa je šlo to tako na široko, ne bi zdaj o vzrokih govoril, ampak danes je, osebnih, uporabnikov osebne asistence tam okrog 4600, asistence pa preko 8500. Daleč več kot to. Morda še pa tole, da je pa, osebna asistenca najboljša oblika deinstitucionalizacije, ne. Deinstitucionalizacija, vemo, da je tisto, da bi človek živel doma, ne pa v kakem zavodu, domu in tako dalje, ne, in to nam osebna asistenca dejansko omogoča, ne. Še kaj mogoče? Nastja? Ne, zdaj, če ni več vprašanj, lahko gremo naprej proti dolgotrajni oskrbi. Prav. Dolgotrajna oskrba, tu bi se spet dalo zelo veliko govoriti, ne vem, ne bom šel preveč v podrobnosti, tako je drago rekel, ampak tiste stvari, ki nas zelo, zelo zanimajo. Morda samo tole, da se je začela izvajati, 1. 1. lanskega leta z oskrbovalcem družinskega člana. Letos, z 1. 7. bi se naj začela izvajati, dolgotrajna oskrba na domu, se pravi doma. Z 1. 12. pa, dolgotrajna oskrba v, domovih za starejše, občane.
lahko bi veliko govoril o tem, da stvari enostavno še zdaleč niso pripravljene tako, kot bi morali biti, ker ZDOSK-1, Zakon o dolgotrajni oskrbi 1, je bil objavljen v Uradnem listu 2. avgusta 2023, začel veljati 3. avgusta 2029 in v 2 letih se praktično ni naredilo nič, popolnoma nič. Bi samo 2 primera povedal, poleg mnogih, ki bi lahko zdaj tu navajal. Recimo, centri za socialno delo, kjer je vstopna točka, še danes nimajo računalniškega programa, vse delajo peš. Računalniška firma Žejn, ki je razdelila izdelavo tega računalniškega programa v 7 faz, do danes bi morali biti naredite 4 faze tega programa, niti ena še ni narejena. Niti ena. In na centrih za socialno delo delajo peš kot v kameni dobi. Drug primerček pa, da bi domovi za starejše občane bi morali biti na novo ustanovljeni, ker zdaj ne bojo več za starejše občane, ampak za dolgotrajno evidenco, dolgotrajno oskrbo, ki se izvaja od 18. leta starosti dalje. Že zdavnaj bi lahko bili ti akti o ustanovitvi novih imen dogovorjeno, niti imena še niti teh aktov o ustanovitvi novih teh zavodov še vedno ni narejeno in s 1. decembrom so pa začeli izvajati to dolgotrajno oskrbo domovi, ampak še vedno ne, ker zdaj še se pišejo tile individualni načrti, ki morajo biti podpisani do konca leta, tako da zdaj in do konca septembra drugega leta bo Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki kasira ta po 1 oziroma 2% prispevkov, plačeval te storitve v pavšalu, ne glede na dejansko nudenje teh storitev v pavšalu. Tisti, ki so bili sedaj do 1. 12. v domovih, je dodatni zakon omogočil avtomatsko prevedbo iz sedanje kategorije plačevanja domov za starejše, ki je bilo v 4 skupinah ta oskrba, zdaj v novo, kjer je v 5 skupinah. Tisti, ki bojo pa po 1. decembru sprejeti v zakone, in tisti, ki se niso poslužili, niso strinjali za to avtomatsko prevedbo, pa bi morali dati vlogo na center za socialno delo, kjer se bo obravnavalo tak obisk, oceniti njegove oviranosti, izdajati odločbe, iskanje izvajalca, izvedbenega načrta in tako dalje, kjer se predvideva, da bo ta postopek trajal 6 mesecev. To je zelo ena velika žalost. Nas najbolj zanima tale dolgotrajna oskrba in dodatek za pomoč in postrežbo. Že prej smo omenili, da je ta ZDOSK-1, da smo dosegli, da je v ZDOSK-1 v tistem členu, ki govori o spremembah drugih zakonov, je bilo v predlogu napisano, da se v pokojninskem zakonu z 1. 12. 2025 prenehajo uporabljati vsi členi, ki so dejansko točno našteti, členi, ki vsebujejo termin dodatek za pomoč in postrežbo, in potem smo dosegli, da je ta sicer besedilo ostalo, da se vse preneha uporabljati, razen za slepe, slabovidne in vojne invalide. Tile, ki bojo druge vrste invalidov, ki bojo prešli v dolgotrajno oskrbo, morajo dati vlogo za dolgotrajno oskrbo, kjer se bo ocenjevalo ponovno njegova oviranosti. Namen dolgotrajne oskrbe pa še zdaleč ni enak, kot je pa namen dodatka za pomoč in postrežbo po pokojninskem zakonu, o tem bi se dalo tudi dalj časa govoriti, ni isti namen. S tem, da bo lahko izbiral pri upravičenju do dolgotrajne oskrbe, izbira med storitvijo,
recimo oskrba na domu ali v domu starejših občanov in podobno, ali pa denarni prejemek. Ta denarni prejemek, ki bi naj nadomestil dodatek za pomoč in postrežbo, tako pravijo politiki, je pa nižji, in to večkrat bistveno nižji, kot je pa dodatek za pomoč in postrežbo v pokojninskem zakonu. Recimo, ponekod slišim po Sloveniji, da že izvajajo to prevedbo slepih v dolgotrajno oskrbo oziroma ocenjujejo upravičenost do dolgotrajne oskrbe za slepe in preidejo v tretjo ali četrto skupino od 5. 5. skupina so najbolj ovirani, potem vedno manj do prve skupine, ampak slepi bi morali biti vsi v četrto skupino uvrščeni, kjer je dodatek za pomoč in postrežbo še najbližje sedanjemu. Sedanje vemo, da je tam 368 in še nekaj. Denarni prejemek v četrti skupini, ki bi nadomestil ta DPP, pa je 357 evrov. Ali v četrti skupini je po SPIZ-u dodatek 520 evrov, denarni prejemek po dolgotrajni oskrbi pa je 490 evrov. Še večja razlika pa v tretji skupini, da ne vemo, kako, ne vem zdaj na pamet pač povedati te številke, ampak je bistveno nižji. Namen državne politike je, da bi kompletno ves dodatek za pomoč in postrežbo v pokojninskem zakonu črtali, tudi za nas in vojne invalide. Se bojim, da bi enkrat naj prišlo do tega, četudi se človeku pojavlja vprašanje, velik problem, ker mi smo bili praktično celo delovno dobo zavarovani z rizikom invalidnosti. Gre za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ne morejo, po mojem, to bi celo moralo priti na Ustavno sodišče, ne morejo, po mojem, ena stvar, ki si jo dobil kot invalid iz naslova invalidskega zavarovanja, ti enostavno črtati nek drug zakon, kjer moraš na novo ugotavljati upravičenosti, in pa v skrajnem primeru pa dobiš tisti prejemek, ki ga dobiš, ki je pa bistveno nižji kot pa sedanjega. Morda še nekaj besed o Škofji Loki, kjer imamo, mislim, da zdaj, če se ne motim, cirka 18 slepi, ki so stanovalci Škofje Loke. Škofja Loka je posebni socialni zavod, kot je, mislim, da je 5 v Sloveniji posebnih socialnih zavodov, še Dornava, Hrastavec, potem ta na zahodu na Obali, ko je dom, kako se imenuje. Imajo pa cene od C1 do C8, za slepe je po cenilku C6. Vendar do sedaj v tejle delu pri dolgotrajni oskrbi se niso spustili v prevedbo tehle storitev v posebnih socialnih zavodih v dolgotrajno oskrbo, ampak ostane še naprej kot socialno-varstvena storitev, kjer pa pride v poštev isto tisti, ki bodo domovi starejših postali kot, ne bojo šli na dolgotrajno oskrbo, ampak po starem kot socialno-varstvena storitev, domsko varstvo, se jim pa ti stroški povečali za 15 do 20%. Se stvari sučejo v Sloveniji, to pa zaradi tega, ker je za 1.1. letos, ko je začela veljati ta plačna reforma, novi plačilni razredi, je do 1.12. to razliko v plači, v večji plači pokrival proračun, od 1.12. letos pa ne več. Torej, tisti, ki bodo v domovih za starejše ostali kot socialno-varstvena storitev, se jim bo cena strošek ne povišal tam nekje 15 do 20%. Jaz sem že imel ogromno stikov, seveda mene zelo veliko kličejo in tako dalje. Jaz po proučitvi res kar nekaj primerov svetujem, da grejo v dolgotrajno oskrbo, ne kot po starem socialno-varstvena storitev, ker če danes ni toliko oviran, da bi potreboval
več pomoči, več nege in podobno, se pa bo to lahko zgodi v enem tednu, enem mesecu ali v pol leta. Ker tu gre res za starejše, ki je danes recimo še lahko sam hodi, sam gre v jedilnico in podobno, lahko pa v kratkem pride do povečanega, nujnega obsega tistih storitev, ki bo nudil, in če bo imel že dan status storitev po dolgotrajni oskrbi, gre samo v višji razred. Če pa bo ostal po starem v sistemu kot socialnovarstvena storitev, bo pa moral dati novo vlogo za za dolgotrajno oskrbo, kjer bo pa, kot že prej rekel, postopek trajal najmanj pol leta. No, saj je bilo pa čisto na kratko o dolgotrajni oskrbi, lahko bi res še veliko tu govoril, ampak mislim, da so te stvari, ki nas trenutno najbolj. Še nekaj, kar je izredno pomembno za spomnil, je pa bistvena razlika pri denarni socialni pomoči. Tale dosego, da se je popravil člen, ki govori o pokojninskem zakonu, DPP pokojninskem zakonu velja še za vse po starem in tu se do nadaljnjega popolnoma nič ne spremeni, od zarovancev, penzionistov, otrok, od rojstva dalje, tisti, ki so zavarovani, zdravstveno zavarovani po zavarovancu pokojninskega zavarovanja in podobno, tu se popolnoma nič ne spremeni, se pa spremeni pri prejemnikih denarne socialne pomoči, ker prejemnik denarne socialne pomoči pa ni zavarovan po svojem družinskem članu ali po kom drugem, ampak za njega zavarovanje ob pravici do denarne socialne pomoči mu krije stroške država in za njega pa velja ta sprememba ZDOSK-1 oziroma novost ZDOSK-1, da se pri prejemnikih denarne socialne pomoči črta pravico do dodatka za pomoč in postrežbo. In jaz sem imel že imam navodilo, Sonja, danes sem ga poslal, eno sem dobil fotokopijo, pa sem dal imeno, dan stran, pa sem anonimiziral, uradno mnenje enega centra za socialno delo, govori o tem, je pa fotokopija, tako da boš morala s ciferom prebrati tole, zelo podrobnosti in piše, tam piše, da do aprila še bojo lahko dobivali DPP ob denarni socialni pomoči, potem pa ne več. Imam pa v roki eno odločbo, ki pa je za 1. 12. Za prejemnika DSP, mu je pa podaljšano prejemanje DPP-ja do konca julija prihodnje leto, tako da izgleda, da je tukaj tu še zelo različne prijeme, ampak ni malo prejemnikov denarne socialne pomoči, ki bodo ob dodatek za pomoč in postrežbo. Jaz se spomnim že pri sprejemanju tega ZDOSK-1, da smo na to sicer opozorili, res je, da smo bili najbolj pozorni na pokojninski zakon, manj na druge zakone, ampak na to smo že opozarjali, bile pa stvari tako, kot je, in je res vso silo izbruhnilo v tem času na dan. Toliko. Lepo vprašanje. Gospa Darinka ima vprašanje. Dober dan, ja. Mene pa zanima okrog e-oskrbe. Ja, Ali v tem primeru, če ima nekdo e-oskrbo, pa da ima DPP, kaj pa v tem primeru, a mora tudi dati DPP? ne, v tem primeru pa ostane DPP. Aha, E-oskrba bom, jih je leta do lani, ne, ko se je izvajala po različnih načinih, ali so občine sofinancirale, Telekom in tako dalje, ne, sami plačevali, je bilo takih prejemnikov cirka 5.000, novih vlog je tam bilo, ne vem, zdaj pred nedavnim 800, tako da vse skupaj prejemnikov 5.800, blizu 6.000, to še izvaja Telekom, je ja, res tukaj, ampak te storitve krije proračun iz tega naslova, ampak tu pa ostane DPP. Črta se ja, dolgotrajne oskrbe doma, v domu pa za ja. oskrbovalce družinskega člana. Hvala lepa. Vsaj po mojem vedenju.
Ja, razumem. Hvala. Si? Jaz nisem našla za roke dvigniti, Irena, tukaj se opravičujem. Hvala. Dve stvari bi imela. Ja? Meni so DPP, ker sem prejemnica socialne podpore, ukinili že 3. decembra. Druga stvar pa, jaz mislim, da bi bilo tale e-oskrba fajn, da bi zveza slepih tudi stopila v to, da bi bilo to zelo fajn možnost za slepe iskalce zaposlitve, da bi delali v okviru, da bi bilo to fajn od doma delati. Bi se dalo zelo fajn od doma te stvari delati, ker bi lahko na ta način pomagala, pa samo težava je, da tele programske maske niso prilagojene. Tako da A ste so po uradni dolžnosti ukinili? ja, jaz imam odločbo s 3. decembra Ja? in ni DPP-ja več noter. Ni bilo prav razumem se, ni bilo po uradni dolžnosti, ampak ob oddaji nove vloge je Ja, to. daje nove vloge. Jaz vsake 3 mesece moram dati, ker sem prostovoljka. In priznam, da nisem bila niti pozorna na odločbo. Sem pol šla včeraj gledat, ker sem dobila to knjižjo denarno socialno pomoč in me je to zanimalo in sem potem, skratka, jaz ga po novem nimam več. Ja, za tiste, ki prejemajo, ker ni bilo novosti zdaj, ne, bo konec aprila po uradni dolžnosti ukinjen DPP. Očitno so že zdaj, če daš odločbo že zdaj, očitno lahko že zdaj ukinejo. Je v ta primer, ko so pa jaz imam v rokah, ne, pa so mu za 1.12. spremembo naredili in mu DPP priznali do konca julija prihodnje leto. Ja, ampak meni pa v odločbi zdaj niso niti več izdali. Niti omenjeni, ne? Ne. Še imaš rok za pritožbo? Ne, je že minil. Žal, ker nisem bila dosti, sem par dni, prav mi je rekla naša na društvu socialna delavka, da bi bilo, da naj bi bilo celo 21 dni veljalo. 14 dni je že mimo, ker je bilo tretjega. Odvisnosti, a si imela to osebno vročitev ali pa pravo kuverto? Ne, jaz imam to prek maila, zato ker je najlažje, da ga sploh sama lahko preberem. To vem, ampak si... Nimam vročitve jaz. Nimaš vročitve? Ne. Ker potem bi pa bilo 30 dni. Ja. Za te, ki vržejo kar v nabiralnik, Ja. ko ne podpišeš, je 15. dan vržen v nabiralnik, potem pa še 15 dni, to je 30 dni, ne. Ja, ne. Dajmo probati pa napisati, Irina. Ja. Če si za to, mi pošlji to odločbo, bomo naredili pritožbo, bomo videli, kaj bo. Ja. Zastonj je, ne? Ja. Prav? Prav. Okej. Tako da ja, kar se pa tega, bi bilo pa fajn, bi bila pa zelo fajn možnost, no, za slepe, se mi zdi, pa bi na ta način tudi lahko pomagali prek te pomoči, ker mislim, da bi slep komot naprej iskal in medicinsko pomoč in s svojci kontaktiral in tako naprej. Tudi to bi se dalo gotovo prilagoditi maske, da bi videl, kdaj kdo noter kliče, pa tudi pol, ko ljudi kličeš. To me je zdaj navdihnilo, mislim, ne zdaj, ampak že par tednov, kar to reklamo poslušam, da je to možnost, sem jaz z druge strani videla, da bi bila pa to možnost zame za zaposlitev. Ta možnost ni namenjena temu komuniciranju, ampak pascem, če kaj narobe. Z tem, ki ima to e-oskrbo, ne. Ja. Sej, ampak je čisto, a veš, Brane, en slep bi komot tudi poiskal, pa kontaktiral, pa pomagal poiskati, kam usmeriti. Saj se izobraziš, imaš tečaj, pa se izobraziš, kam se moraš obrniti, kam se moraš usmeriti, pa moraš pa gotovo imaš tudi dostop do nekih številk svojcev ali tako, da lahko pokličeš. Oni pokličejo. Ti sam leč gumb pritisneš, pozvoni in ta centrala pokliče tistega svojca, ki ima... Sej, jaz govorim, da bi slep lahko v okviru te centrale delal tudi od doma. To govorim.
To govorim, da bi bila super fajn opcija za slepe. Prej za smo bili zaposlitev. telefonisti, ja, Ja, zdaj te še razumem, se oproščam. Irena, v zvezi s tem bi te jaz poklicala, če si za to, pa mi kaj več poveš, pa bomo jaz si ne pogledali, vem kaj dosti se da več, narediti. no, ampak okej, Bomo skupaj pogledali. prav. Ideja se mi zdi vsekakor dobrodošla. Sonja, ti si imela prej še roko dvignjeno? Je že šlo mimo. Je že šlo mimo, okej. Hvala lepa. Ima še kdo kako vprašanje, komentar? Aha, Polona? Živjo, se slišimo? Ja. Pozdravljeni vsi, pozdravljam Brane, hvala za to. Na podlagi klicev, ker jih tudi jaz prejmem, pa ostali strokovni delavci na zvezi, predvsem decembra aktualno, kot si že izpostavil, to pretvarjanje, ne, predvsem tistih, ki so v domu starejših občanov. Mogoče presenetljivo ali pa tudi ne, da so nekateri več let že v domu in so pač prejemali DPP. Mogoče kaj več spregovoriš, kako se to razume, ker mislim, da je to za ostale to dobra informacija. Drugo pa samo komentar, tudi vsem ostalim v razmislek. Ene gospe, ki je za mamo urejala, zdaj, ko je dobila pač to obvestilo oziroma za podpisati, da vstopi v sistem dolgotrajne oskrbe, a ne, da pač že, ne, saj vemo, kakšna je situacija, in v resnici to, kar se je izpostavilo, a ne, da finančno, seveda je nekako boljše, da greš v dolgotrajno oskrbo, ne, ampak se mi pa zdelo vseeno na mestu to, kar je rekla, ne. V bistvu izgubljamo, ne, ker tudi zdaj prav, glej, mi svojci hodimo k njej in ji beremo in jo spremimo ven in ji pač, ne, tisto, čemur je tudi DPP namenjen, ne, kakšne ne samo negi, ne. In zdaj v bistvu bodo oni dali ta DPP recimo v to kvoto, pa še nič ne bodo pridobili, ne, razen tega. Skratka, samo hočem reči, sumarno, ne, v bistvu tudi ljudje tako razumejo zelo, da se stvari, slabšajo in da gre za neko izgubo, ne. Tako da samo toliko sem želela komentirati. A lahko, Brane, mogoče samo v zvezi s tem še eno podvprašanje, da boš potem skupaj odgovoril. Glede na to, kar je zdaj Polona rekla, se mi zastavlja vprašanje, v zvezi s povezavi z osebno asistenco in komunikacijskim dodatkom. Ali je komunikacijski dodatek omejen na leta in ali ga lahko v tem primeru koristi nekdo, ki je v domu, in bi lahko potem s tem komunikacijskim dodatkom prišel do teh, dodatnih storitev spremstva in tega, kar dolgotrajna oskrba pač ne predvideva, ker gre v bistvu tam bolj za, nego. Kar se tiče te združljivosti, ne, je osebna asistenca namenjena tistim, ki niso v domovih. Se pravi, domsko varstvo pa osebna asistenca se med sabo izključujeta. Ni možno oboje. Kaj pa komunikacijski dodatek? To je osebna asistenca. Oblika asistence. Ni izjema. Ker glede na to, da je brez komisije za to. Ja, ampak to je samo, 30 ur na mesec pa za slepe, ne. Govorimo o slepih. Brez ugotavljanja oviranosti. Brez komisije, ne. Ampak je to uradna osebna asistenca. Kar se pa tiče DPP-ja, pa takole. Tisti, ki ga prejemajo in so v domovih, DPP je upoštevan pri ceni oskrbe. V domovih imamo 4 stopnje oskrbe. Oskrba 1 je ta hotelski del, kjer ne potrebuje nobene dodatne pomoči. Drugo, hodi sam v jedilnico in tako dalje, sam zaskrbi, zase sam se tušira in tako dalje. To je oskrba 1. Oskrba 2 so dodatna nega potrebna v višini polovice dodatka za pomoč in postrežbo. Se pravi, da je tisti, ki ima polovični dodatek za pomoč in postrežbo, je avtomatsko uvrščen v oskrbo 2, ker se mu stroški od 1, prve skupine povečajo za višino dodatka za pomoč in postrežbo, ki jo prejema. Skupina 3A
je pa že tista, ki ima polni dodatek za pomoč in postrežbo, ampak samo tisti prejemniki DPP-ja v tej naši višini 368 evrov, se mu osnovna cena iz enke poveča za to višino. Tako da to v bistvu on prijema, upravičenec, vendar to gre za stroške oskrbe v domu. Dočim tale 3B, to so pa dodatne motnje zraven, je pa tale 520 evrov dodatek za pomoč in postrežbo in gre v ceno storitve povečane za to višino DPP-ja. Morda še tole, da je pri ceni 1 standardna storitev je v dvoposteljni sobi s souporabo kopalnice, brez dodatnih diet in tako dalje. Če pa je sam v sobi, ima enoposteljno sobo, ali ima sam kopalnico, ali ima sam priključek za telefon, za TV, ali sam dostop do balkona, so pa ti dodatki, ki povečujejo ceno oskrbe 1. To je po procentih gre, ko ne bi zdaj tako natančno pravo, ampak za te stvari se pa povečajo ti stroški. Recimo kot primer, zdaj tisti, ki so prišli v dolgotrajno oskrbo, je med temi dodatnimi storitvami, višji standard, kot je na primer, kot sem rekel, enoposteljna soba, da imaš samo svojo WC kopalnico, je pa v tem doplačilo tudi dieta. Ker so na plačilo diete v tem sistemu pozabili, niso upoštevali, torej ker ima recimo žolčno dieto ali kaj podobnega, bo moral k svoji ceni še tiste hotelske storitve, ki mu jih plačuje zavod, še sam prispevati zraven. Jaz sicer na spletni strani, mislim, da je ministrstva, izračun po starem, po novem, lahko primerjaš, kakšna bo ta razlika, ampak če gre tam, 40-50 evrov razlike, vprašanje, glede na zdravstveno stanje, ker se ti lahko, kot sem prej rekel, v kratkem poslabša in potem boš pa čakal pol leta za odložbo, pol leta večje stroške plačeval, tako da je riziko tukaj, ne. Je to po DPP-ju, Sonja? Mogoče samo, če zdaj prav razumemo, vsaj tako, kot jaz razumem, pa da mogoče malo poenostavimo, bom jaz povzela, pa boš povedal, če je prav. Torej, dodatek za pomoč in postrežbo je zdaj bil prejemnikom prikazan, torej so ga videli, so dobili potrdilo, da ga dobivajo, vendar je bila zaradi tega dodatka storitev doma toliko dražja, se pravi, so potem itak morali to nekako nazaj dati. Dobili so ga, pa so ga potem mogli v ceni vrniti, v bistvu bi tako rekli, ne. Zdaj v dolgotrajni oskrbi ga pa ne bodo videli, ampak bo šel avtomatsko noter v okviru dodatka za dolgotrajno oskrbo. Pač ne bo DPP, ampak se bo drugače imenoval. A je res? Ne bojo videli, ker bo ukinjen. Tako je. Ne bodo ga videli, ampak dobili pač, zdaj so ga videli in to je ljudi begalo, ker če so imeli pokojnino in dodatek skupaj višji, kot je bil njihov strošek za dom, jim je pač nekaj ostalo. A drži? Drži. Tisti, ki imajo toliko penzije, ne. To drži. Mene, še enkrat Polona, mene samo to moti, ne, ke bomo prišli ravno do tistega, v bistvu pač razumem, ne, storitve se dražijo, nega se bo mogoče po domače povedano, domovi bodo itak, saj to se govori, ratali hiralnice, a ne, izgubljajo pa pač tudi naši pač to, kar rabijo na račun slepote. Pa slabovidnosti, ne, recimo, pa predvsem slepote. In to v bistvu mene najbolj boli pri vsem tem. A ne, ke že Brane, to je že res, da se cena, a ne, in da se splača recimo iti noter, ne, ampak v resnici za to dobiš recimo, ne vem, pač nego. Jaz mislim, da je bila tudi
tista dodatna cena, nad katero so se stanovalci Centra slepih v Škofji Loki, ki je specialni zavod, vedno pritoževali, da imajo višjo ceno, zato ker so slepi, ampak v tisto ceno je bil potem vštet tudi spremljevalec pa dodatna pomoč zaradi izgube vida, ne. Center slepih ima, vsaj imel je zaposlenega spremljevalca za slepe. Torej, če je nekdo od slepih moral iti v zdravstveni dom, se spomnim, da ga je ta spremljevalec peljal, pa kdaj mi je tudi kakšno pošto prebral in tako, ne. Zato je pa to tudi podražilo, ampak je vprašanje, če to lahko nudijo tudi ostali, domovi po Sloveniji. Tudi recimo na UKC, če je šel, ne, ga je na stroške doma spremljevalec iz Škofje Loke peljal, ne. To je vključevala cena C6. Je kdo mogoče kako vprašanje, komentar? Jaz bi imel eno vprašanje, Luka tukaj. Mene zanima, kako je zdaj s ponovnim ocenjevanjem za področje osebne asistence, ko se je dolgotrajna oskrba dejansko začela izvajati oziroma se bo začela v kratkem. Je na tem področju kaj novega? Še enkrat povej svoje vprašanje. Kako je s ponovnim ocenjevanjem tistih, ki imamo osebno asistenco? Ja, A se bo to začelo izvajati ali je to zdaj kar obstalo? Kako je s tem? pri osebni asistenci, dokler ne bo novi zakon, ostane tako, kot je sedaj. Okay. Komisija pri inštitutu za socialno varstvo, ne. Ko bo nov zakon sprejemo, pa videli, kako bo. Predvideno je rekel, da je to prišlo na IKAje, z temi ljudmi, ki zdaj na tem bojo spremenili svojo zaposlitev na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Okay. Kako je pa recimo z izobračunom DPP-ja? Prej si rekel, da se bo plačeval sorazmerni delež, ne glede na ure. Se pravi, če imam jaz konkretno 40 ur, a to pomeni, da plačam 40% DPP-ja ali je to kako drugače? Ne, poln DPP 368 evrov, deljeno za 168 ur, ki 168 ur je polni teden, na eno uro krat 40. To je ta Če bo tako, kot je bilo predvideno, to pa ne vemo. To so že vprej govorili o tem, ne. Okay, hvala. Evelin je še en komentar napisala. Iz doma upokojencev Nova Gorica vedno odpeljejo stanovalce k zdravniku brez dodatnih stroškov. Pride reševalno vozilo in jih odpeljejo in pripeljejo nazaj. To ne gre na račun doma, na račun zdravstvenega zavarovanja, ko rešilstvo je po tebe. To je pa čisto drug naslov. Tako na tebe pride domov, če moraš se peljati z rešilcem v zdravniku, ne, te pride v dom iskat. Gre na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ja, jaz sem pa prej govorila na primer o storitvah, ko je nekdo šel peš v zdravstveni dom ali pa je moral iti na primer na banko nekaj urediti in je bil slep, ne. In je še hodil. Se pravi, zakaj gre tukaj? Zato, ker v Centru slepih v Škofji Loki niso sprejemali samo slepih, ki so bili že starostniki, ampak so tam bili tudi 30-40 let stari ljudje včasih, in tisti so bili še gibalni in so imeli še svoje pač potrebe, no, in tam vem, da jim je ta spremljevalka pomagala. Morda še tole kot zanimivost, ne, da sem rekel podrobnosti, pričam, to ni velika podrobnost, da tehle 5 skupin, ko se rekel pri dolgotrajni oskrbi, od najtežje do hotelske oskrbe navzdol, ne, je po številu ur na mesec. 5. skupina ima 110 ur na mesec, 4. skupina 80, 3. 60 in tako dalje, ne, ampak zanimivo, kar se dolgo, oziroma o tem se niti ne govori v javnosti, da je pa ta obseg storitev po dolgotrajni oskrbi višji, kot je pa sedanji obseg storitev v domovih, ne. Recimo, zdaj ne vem na pamet koliko, ampak vzamemo, da je po novem priznan obseg storitev za 5. skupino 110 ur, sedaj se mu pa nudi glede na to njegovo posredovalnem sistemu, pa ima recimo 105 ur. Ne. In bo nastopilo vprašanje, da bo ta rekel, kje pa je tistih mojih 10 ur, do katerih sem še upravičen. Zakaj mi jih ne nudite?
Ne. Drugo pa, da je domovi, ki so tako ali tako že kadrovsko zelo oskubljeni, ne, če bojo lahko še te dodatne ure zagotavljali, ne. Ker na splošno je pa pri tej dolgotrajni oskrbi je nudeno večje število ur, kot je pa po dosedanjem sistemu domsko varstvo kot socialnovarstvena storitev. O tem se v javnosti pa sploh ni govorilo. Brane, mogoče imam pa še jaz vprašanje, v zvezi s komunikacijskim dodatkom, ne. A to potem bi še dalje koordinirali izvajalci osebne asistence, glede na to, da bo to gotovo kar izziv? Tule ni pravice, spremembe, tu ni nobene spremembe pri izvajalcih osebne asistence, kjer bo pa nastopil velik problem pri fleksibilnosti pri zagotavljanju, ne. Ja. Recimo, če ima en 40 ur asistent, ni noben problem, ne. Hodi eno in naredijo, razen iz nadomeščanja bolniških pa tako naprej, ne. Če bo pa imel 30 ur na mesec, to je 7 ur pa še nekaj na teden, vprašanje, koliko bo moral iti pa pot od enega do drugega, da bo si zapolnil 40 ur na teden, ne. To je pa velik problem, to smo tudi opozorili že na tole. In kolikor vem, v zakonu ni predvideno, da bi bile v delo asistenta, ki bo opravljal tako imenovano storitev v okviru komunikacijskega dodatka, ni predvideno pač čas za pot, a ne. O tem še sploh ni govora. Recimo ljudje, kolikor vem, ki izvajajo oskrbo na domu, ne izvedejo na mesec, na teden 40 ur neposredne pomoči, ampak je v to všteto tudi njihova pot od enega do drugega uporabnika. Kako bo s tem, to je še vse vprašanje. No, to bo potem v navodilo, v pravilniku za izvajanje. Ja. Bo bolj natančno določeno. Ampak jaz pravim, tako kot sem že prej rekel, teh 7 ur na tednu vam, še posebno, če bo brezplačno, ne, to pa razširilo to koriščenje teh storitev, marsikomu zelo prav prišlo, ne. Ja, ampak če jaz prav razumem, je bilo vprašanje, ali bodo to izvajalci osebne asistence delali ali kdo drug. Jaz mislim, da to je še vse stvar dogovora in da verjetno neki izvajalci gotovo, ampak se bodo verjetno pojavili tudi drugi, ki bodo se posebej specializirali za to. Imaš prav, ja. Ker od začetka, jaz se spomnim, že prvi zakon o osebni asistenci, ki se je rojal, takrat je bil Cveto Uršič, sem bil tudi v komisiji, je bilo predvideno v prvih besedilih, ne, da bi za slepe bilo tale omogočena osebna asistenca tudi v obsegu 7 do 10 ur na teden. In mi smo vsekakor podpirali tole, ne, se potem je bilo to črtano, ko je prišlo na 30 ur na mesec. 7 do 10 ur na teden bi bilo čudovito za marsikoga. Hvala, Brane. Še imamo nekaj časa za kak vprašanje, komentar. Tam je drugače zelo veliko tega, ne, ko sem imel v ljubljanskem društvu predavanje, je bilo 2 uri, ne. Lahko pa mirne duše rečem, tako muzej iz zveze, kako telefonsko številko pošiljajo, jaz sem na razpolago. Za kake individualne probleme in tako dalje, ne. Najlepša hvala, Brane, jaz se ti res zahvaljujem za to tvojo res dragoceno pomoč za slepe. Jaz mislim, da smo lahko izredno, izredno hvaležni, da te imamo. To res, Brane to dela brezplačno, prostovoljno, res tisto, kar se mi zdi, da je za nas, slepe in slabovidne, tako zelo dragoceno, da si tudi med sabo pomagamo. Tako da res, Brane, se ti v imenu zveze in v svojem imenu res najlepše zahvaljujem in te res prosim za pomoč, ker mislim, da smo res v času, ko moramo slepi zelo paziti na to, kakšne korake delamo, predvsem pa ne smemo pozabiti na tiste naše najšibkejše, ki to zapleteno zakonodajo v bistvu še težje razumejo kot mi, ker jo že mi težko. Dokler bom pri moči,
Rad. Se pridružujem Sonji, tudi jaz Braneta kdaj poklicam, pa vedno dobim res dragocene nasvete. Najprej se mora pridružiti Brane še od mene Polone, da pač narod sliši, no, ampak res, ker tisti, ki niste iz zveze, pač ja, ga kličemo in vedno pomaga, tako da, lej, ne vem, koliko te bom poplačala, ampak zagotovo bo pa slika visela v sejni sobi. Nekoč. Je pa to mogoče tudi priložnost, da pozovemo vse, danes ste tisti tukaj, ki vas zakonodaja zanima. Pri Zvezi slepih bomo res sčasoma oziroma zelo kmalu potrebovali, prav bi bilo, da bi že zdaj vzgajali naslednika Branetovega. Brane je tudi pripravljen to svoje znanje predajati. Tako da, če kdorkoli ve za koga, ki ga ta pravna področja zanimajo, in bi bil pripravljen takole kot Brane sodelovati z Zvezo slepih in nam pomagati pri tem, res ideje so zelo, zelo dobrodošle. Ker mislim, da moramo res porabiti to Branetovo ustrežljivost in pripravljenost, da to prenese tudi na druge. Tako da ideje dobrodošle. V redu, potem bi na tem mestu končali. Kot zmeraj, posnetek bo objavljen na našem YouTubu. Želim vam vsem lepe praznike, lep vikend, vse dobro v novem letu in se vidimo na naslednji Zoom kavici v naslednjem letu. Brane, tebi pa hvala vsem, za udeležbo seveda. Adijo! Vsem lep pozdrav in srečno novo leto.